Klematisi so imenitne rastline, imajo velike cvetove intenzivnih barv. V svojem vrtu ga zagotovo moramo imeti. Tudi v vašem boste z nekoliko premisleka zagotovo našli ustrezen prostor, kamor bi ga radi posadili. Klematis ima rad korenine v vlažni zemlji in cvetove na soncu. Glede na čas cvetenja delimo klematise v 3 skupine. Klematisi iz prve skupine cvetijo zgodaj spomladi, potem pa ne pocvitajo več. V prvo skupino spada tudi sorta Clematis montana Meilin. Ta zacveti zgodaj spomladi, ima cvetove nežno-rožnate barve in cvetove velike premera 7 cm. Poglejte, že sedaj v aprilu ima nastavljene cvetove. Kakšni nežni, čudoviti popki so. Radost vrtnarskega življenja. Klematisi iz druge skupine zacvetijo najprej v pozni pomladi in potem ponovno poleti. Torej cvetijo na lanskih in tudi letošnjih pogankih. Take rastline obrazujemo zelo zadržano. Če bi jih intenzivno porezali pred rastno sezono, bi odstranili ravno tiste lanske poganke, na katerih bi najprej cvetel. Če bi jih intenzivno porezali takoj po cvetenju, pa bi odstranili ravno tiste poganke, ki bi ponovno cveteli poleti. Za vaš vrt bo sorta iz druge skupine zagotovo dobra izbira in to je sorta The President. Ima intenzivno vijolične modre cvetove, ki so pravzaprav kar ogromni. Kar 18 cm imajo v premeru. Klematisi iz tretje skupine zacvetijo poleti. Ti so za obrazovanje najlažji. Pred rastno sezono rastline enostavno porežemo 30 cm nad tlemi, torej februar. Če želite posaditi klematise iz tretje skupine, vam priporočamo sorte Etoile Violet in Jackmani. Jackmani je malo manjša sorta kot Etoile Violet, toda obe imata cvetove vijolične barve, premera 10 cm. Če še vedno ne veste, v katero skupino spada vaš klematis in kako bi ga obrezali, naj vam bo v pomoč naslednje vodilo. Kar pred junijem cveti, obrazovati se ne mudi. Pri sajenju klematisov moramo biti pozorni na naslednjo stvar. Mora biti dovolj oddaljen od opore, ali je to steber, ali je to pergola, ali je to ograja. In pravilo je, tam nekje 25, 30, 40 cm od opore naj bo posajen in na to ga pa s pomočjo bambusove palice pripeljemo do želene opore. Hkrati mora biti na bambusovo palico z neko oporo privezan. Tukaj vidimo, so taki trakci, lahko je vrvica, lahko so kakšne plastične zaponke. Pomembno je, da veste, da so te poganke zelo nežni in da jih morate previdno pripenjati oziroma zavezati, da jih ne poškodujete. Predno posadimo rastlino v sadilno jamo, jo moramo pregledati. Pri naši sadiki vidimo, da so vršički malo pomrznjeni, imamo pa dva poganka. Eden je tak zelo tanek, polomljen, drug je pa močen in čvrst, iz katerega poganjajo lepi brsti. In odločil sem se tako, da bom ta poganjak, ki je tanek, kjer je močno polomljen, porezal skoraj do osnove. Pri močnem poganku bom pa porezal do tja, kjer vidim, da je nepoškodovan, da brsti niso pozebli, na dva močna poganka in bom to pričvrstil potem na bambusovo oporo. Sadilna jama naj bo globja, kakor je cvetlični lonček, v katerem je posajen klematis, kjer ste ga kupili v vrtnem centru. In posadimo za prst globji, kakor je v lončku. S tem bomo spodbudili rast novih pogankov iz osnove in to si želimo zaradi tega, da je rast bujna in da bojo vedno močni novi poganki, na katerih bojo lepi cvetovi. Za sajenje, če nimate dobre vrtne zemlje, shranili, si vzamete neko hranilno zemljo, prodajo se v vrtnih centrih za
cvetoče rastline ali pa kakšno drugo, ki imajo hranila. In pa zraven še pognojimo z gnojilom za cvetoče rastline. Tlele imamo gnojilo za vrtnice, lahko je tudi kakšno drugo gnojilo za to, da vzpodbudimo cvetenje rastlin. Na koncu bomo, ko bomo posadili srobot, bomo pa zasuli z zastirko, da bo zemlja bolj zračna in da se pleveli in pa trava ne bojo zarasli nazaj na to mesto.